Začetek priprav na evropsko prvenstvo v Litvi je minil v senci Erasma Lorbka. Eden najboljših evropskih igralcev je v nedeljo tik pred zborom selektorju Božidarju Maljkoviću sprva odpovedal sodelovanje. 2 dneva kasneje pa si je premislil in se vendarle odločil pomagati svoji državi. Z Košarkarsko zvezo Slovenije smo se dogovorili. Košarkarska zveza Slovenije mi garantira zavarovanje pogodbe za naslednjo sezono. Imam pa tudi zagotovilo zveze, da bo naredila vse za zavarovanje dodatnih 2 sezon, ki so predmet podaljšanja za Barcelono. Prepričan sem, da bo zvezi to uspelo in upam, da je spor med menoj in Košarkarsko zvezo Slovenije končan. So bile besede Erasma na novinarski konferenci v Kranjski Gori. Po krajšem premisleku je najstarejši od bratov Lorbek še dodal: Dogajanju pa ne bilo. Direktor reprezentance Matej Avanzo je pojasnil, da je Erasm po nedeljski odpovedi v ponedeljek sprva poklical selektorja, nato pa še njega. Po premisleku in posvetovanju so vodilni člani Košarkarske zveze Slovenije, članov Barcelone, povratek v reprezentanco dovolili pod enim pogojem. Nazadnje je padla odločitev, da Erasmu Lorbku dovolimo, da se vključi v ekipo, torej da 18. julija se nam pridruži na Ptuju, ampak pod pogojem, da sam na novinarski konferenci odgovarja na vsa vprašanja novinarjev. Dali smo mu proste roke, na kakšen način bo to storil, izbral je pač način, kakršnega si je izbral. Svoje je povedal tudi Maljković in znova postregel z nekaj zanimivimi anekdotami, ki si jih vsak lahko razlaga po svoje. Jaz sem zadovoljen, što se to desilo. Zadovoljen sem, ker se je to uredilo, vendar pa nisem zadovoljen, ker se to sploh dogaja. Od vseh resnih držav v Evropi se samo v Sloveniji dogajajo take stvari. Hočete, nočete, zgodbe iz preteklosti, spletke, združevanje v skupine in tako naprej. Jaz sem prišel povsem neobremenjen z vsem, kar se je v preteklosti zgodilo. Želim si vzpostaviti nov profesionalni način dela. Želim, da vzpostavim novi način rada, profesionalni način rada. Priznani strokovnjak je sicer izrazil veliko zadovoljstvo ob povratku Erasma, saj bo z njim naša reprezentanca zagotovo veliko močnejša. Kot pa je dejal, v športu ni prostora za trgovino in emocije in za konec dal jasno vedeti, da je afera Lorbek zanj zaključena. Jaz sem sve, što sam imel. Kar sem imel, sem povedal. Ne me znova spraševati o temu. Verjetno me boste še na dan odhoda v Litvo spraševali o košarkarjih, ki jih ni tukaj. Prosim vas, ljudje, bodite resni. Da budemo malo ozbiljni. Za slovensko reprezentanco je vsekakor dobrodošlo, da bo Erasm Lorbek nastopil v Litvi. Vprašanje pa je, kako bo vse skupaj vplivalo na stanje znotraj ekipe. Upajmo, da bodo tudi fantje čim hitreje pozabili na vse skupaj in stopili skupaj ter septembra z odličnimi igrami znova združili prevečkrat razdvojene Slovence.